Ja, jaz sem že na nacionalni televiziji povedal, da bom začel gladovno stavkati. Včeraj sem to naredil, potem, ker držim besedo, se pravi ob 9. uri. Razlog je pa nasleden. Zahtevam odgovornost vseh vrhovnih tožilcev, prvenstveno, ker v času 23 let niso opravili svojega dela oziroma so opustili dolžna ravnanja, kar je kaznivo dejanje, ker niso sprožili postopkov zoper ljudi, ki so naredili tudi najhujša kazniva dejanja. Naprimer, uničenje arhivskega gradiva. 80% udbovsko-komunističnih arhivov je zmanjkalo. Zato ni noben odgovarjal, gre pa tudi v tem smislu za kulturni genocid. Trgovina z orožjem, ista stvar, pod preprogo. Divje prihvatizacije pod preprogo. Zato, ker očitno politika levo, desna en drugega držijo za nekaj in se stvari ne razčistijo, ker očitno držijo v rokah tudi policijo, tožilstvo in sodstvo. No in to zadevo je treba prekiniti. Mi plačujemo neodvisen nadzor in ta neodvisen nadzor je dolžan ravnati po zakonu in ustavi. 14. člen pa pravi, vsi smo enaki pred zakonom. Torej, ne morajo mene preganjati 11 let kot steklo zver, nekoga, ko je naredil pa res kazniva dejanja, jaz nisem storil nič napak, ga pa pustijo pri miru. In v tej državi je zmanjkalo preko 150 milijard evrov, zato ni denarja za osnovne stvari več, nimajo otroci v šoli za malico, za kosilo, pa da ne govorim še o drugih. Penzionisti dobijo penzije na kredit in glejte, to nikamor ne pelje. To pelje Bog ne daj v nasilje, ker na koncu take zgodbe se ponavadi oblastniki, ki so pripeljali v to stanje, odločijo in skušajo sprožiti nasilje. Jaz svarim, ljudje ne pustimo se sprovocirati, ker če nam še to naredijo, potem je zadeva končana. Vi ste pripravljeni iti dejansko do konca? Absolutno. Jaz, kar sem v življenju rekel, nisem blefer, sem naredil, vsi me dobro poznajo in kar sem rekel, bom naredil. Verjamem pa, da tega ne treba, ker bomo prej stopili skupaj in družno zahtevali to odgovornost. Kdo vas bo podporil? Na koga tukaj računate? Računam na vse poštene ljudi, ker lejte, na točki zahtevanja odgovornosti se lahko združimo vsi v tej državi, kateri ne glede na versko, socialno, ne vem, konec koncu ideološko ali pa rasno pripadnost, zahtevamo, da se postavi v tej državi odgovornost. Postavimo odgovornost, bo ta država začela živeti.